V nedeljo je zagorela 4. svečka na adventnem venčku, ki naznanja, da so pred vrati božični prazniki. Danes okrog 5. ure je nastopil zimski sončev obrat, ki je nekoč veljal za začetek novega leta. Tako se bo poslej dan spet daljšal, star pregovor pa pravi, da se od božiča do svetih treh kraljev podaljša za toliko kot petelin zine. In to je za vse tiste, ki ne marajo teme, dobra novica, mar ne? Današnji poudarki. Na svetovni razstavi Expo v Dubaju se predstavljajo tudi Trbovlje. Začetek nove dobe turizma v Litiji. Božički v nedeljo prekolesarili Litijo in Šmartno pri Litiji. Na svetovni razstavi Expo 2020, ki v Dubaju poteka med 1. oktobrom 2021 in 10. aprilom 2022, sodeluje 194 držav, kar je največ v zgodovini. S svojimi paviljoni se pred 25 milijonov obiskovalcev z vsega sveta, kolikor jih skupaj pričakujejo organizatorji, predstavlja tudi Slovenija in z njo tudi Trbovlje. Med 12. in 15. decembrom se namreč v sklopu digitalizacija in umetna inteligenca predstavlja tudi DDT Lab, in sicer s projektom Neurofly. Tako je, simulator je že tam, v nedeljo pa tudi potujemo mi iz DDT laboratorija, pa ekipa z A4Mix, kajti ta projekt je naš pilotni projekt v okviru mreže Centra raziskovalnih umetnosti oziroma DDT laboratorija, pilotni projekt, ki ga razvijamo skupaj s podjetjem za aviacijo A4Mix. Kot smo že poročali, je občina Litija s sklepom občinskega sveta podelila koncesijo za upravljanje dejavnosti turizma novemu izvajalcu, Centru za razvoj Srce Slovenije. Najprej se bodo izvedla nujna organizacijska dela, tudi v smislu organiziranja delovanja turistično-informacijskega centra, kjer po besedah direktorice Mojce Štepic večjih sprememb ne bo. Ja, res je, odlok je bil potrjen. S 1.1. Razvojni center Srca Slovenije prevzema ta javni turistični del, torej s podeljeno koncesijo prevzemamo te aktivnosti. In glede na to, da gre za prenos oziroma prevzem dejavnosti, gre tudi iz organizacijskega vidika za prevzem kadrov. Občina Litija, Zavod za mladino, kulturo in šport Litija in Razvojni center smo podpisali tudi sporazum o prevzemu delavcev, tako da se načeloma za zaposlene tukaj na TIC-u iz tega organizacijskega vidika oziroma formalnega vidika nič ne spremeni. Upoštevati moramo zakon o delovnih razmerjih za prenos in prevzem delavcev, kar pomeni, da vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja ostanejo tudi v bodoče, kljub temu, da bosta kolegici zaposleni zdaj po novem na Razvojnem centru. Ja, seveda generalno večina ostaja tukaj na TIC-u, smo pa seveda že do sedaj v Razvojnem centru izvali določene aktivnosti iz vidika turizma. Tudi v naši sistematizaciji imamo turizem kot eno izmed delovnih mest in tisti zaposleni, oziroma ne bom rekla samo tisti, pri nas resnično vsi se ukvarjamo z vsemi dejavnostmi po potrebi, po projektih, po vsebinah, po zasedenosti, tako da ta suport iz Razvojnega centra bo absolutno tudi na področju turizma se nadaljeval. Ne, vsekakor glede na opravljanje javne službe za turizem ostanejo tiste generalne turistične usmeritve, ki jih določa tudi Zakon o spodbujanju razvoja turizma, torej informiranje, razvoj produktov, promocija, trženje turističnih programov in tako dalje. Tako da to seveda ostaja še vnaprej, bomo pa v vsako od teh podaktivnosti ali pa programov vnesli določene manjše vsebinske spremembe. Zdaj mislim, da na začetku bo potreben en prehodni čas, da seveda začrtamo oziroma se zedinimo glede določenih aktivnosti, tako da neke manjše korekcije se vsekakor bodo dogajale. Predvsem bi radi naredili korak naprej tudi v digitalizaciji, ki je osrednja tema, ostale aktivnosti pa seveda nekako utečeno, vendar z nekimi določenimi nadgradnjami bomo vsekakor izvedli. Božički na kolesih je simpatična humanitarna akcija, ki jo že nekaj let pripravljajo v kolesarskem društvu Tempomat Litija.
Cilj tega je večplasten. V predprazničnem času popestri dogajanja, obdarovanje otrok in šol ter še posebej obdaritev nekaj družin, ki so v težkih socialnih situaciji. Tako je lepo število božičkov v nedeljo s kolesi prekolesarilo Litijo in Šmartno pri Litiji in poskrbelo za prenekateri nasmeh na otroških in tudi obrazih starejših. Ja, za to akcijo sva pred 5 leti z našim zdajšnjim predsednikom kolesarskega društva smo nekako začeli se pogovarjati. V bistvu tako je bilo, da smo se spomnili, da se napravimo božičke in gremo na Janče na pivo. Ampak v tem smo takrat še, ne vem, tako samoiniciativno v žep dali še nekaj bombonov in smo začeli tako na cesti obdarjati otroke in pol, ko smo videli tisto njihovo reakcijo, je prišla ta ideja, da naredimo božično kolesarjenje in da obdarimo te otroke, ne. Kasneje pa potem še prišlo to, da obdarimo tudi nekaj socialno ogroženih družin in potem v dogovoru z županom tudi šole pa vrtce in take stvari. Ja, tukaj nam veliko pomagajo poznanstva, tudi recimo pri meni z obrtništva, potem Samir, predsednik, ki dela v Leclercu, poslovni partnerji, prijatelji, znanci, pokličeš enega, drugega, tretjega in se nekako nabere. Je pa treba precej zgodaj začeti zbirati, da najdeš vse te ljudi, a ne. Ja, seveda, to je tudi bistvo vsega, obdariti otroke, ker videti tiste nasmehe na otroških obrazih, zadovoljstvo, kljub temu, da je to ena malenkost, to je neprecenljivo, ne. Tudi starši so potem veseli in je tak res en lušten družaben dogodek iz tega nastane, a ne. Za opravljeno delo si božički na kolesih zaslužijo vse pohvale in čestitke, ki se jim pridružujemo tudi v našem uredništvu. Betlehemska lučka predstavlja simbol miru, ki ga po Sloveniji raznašajo večinoma skavti. Vsako leto se prvič prižge v Betlehemu, od koder potem nadaljuje pot po celem svetu. Do nas je prišla iz Dunaja. Cilj je, da bi luč miru iz Betlehema gorela pri čim večjih družinah in jim prinašala mir. Prvič se je prižgala leta 1986, v Slovenijo pa so jo skavti prvič prinesli leta 1991. Zagorski skavti lučko miru iz Betlehema v Zasavje prinašajo že od ustanovitve leta 1997. Raznašajo jo po župnijah in ustanovah v Zasavju. Akcija Lučka miru iz Betlehema ima vsako leto tudi dobrodelno noto. Zbiranjem sredstev skavti vsako leto podprejo projekte in organizacije, ki uresničujejo pomembne cilje, za katere si kot organizacija prizadevajo. To je v bistvu plamen, ki ga prižgejo v votlini Jezusovega rojstva in potem potuje po celem svetu. Namen je v bistvu dobrodelen in ga vsako leto namenimo neki organizaciji ali posamezniku, ki potrebuje ta dar. Letos gre denar v bistvu za našo skavtsko hišo, ki jo gradijo v Ljubljani. Ostali denar bojo pa namenili skladu, ki ga imamo skavti za otroke v stiski. Kljub zaostrenim pogojem, ki jih živimo v času korona krize, pa bo vendarle nekaj dogodkov v tem tednu. Tudi v Litiji, kjer so sicer načrtovali mnogo več prireditev, a so se jim žal morali odpovedati. Tako bodo izvedli tisto, kar lahko, o tem pa je spregovorila litijska podžupanja Lijana Lovše. V tem tednu pred Božičem pripravljamo dogajanje, bom rekla, malo bolj zabavno in vsaj malce, da dobimo tega prazničnega vzdušja v starem mestnem jedru, kjer bomo organizirali tržnico v četrtek, se pravi 23. Popoldan in pa potem v petek 24. dopoldan. Kar nekaj stojnic bo, mislim, da preko 20, kjer bodo ponudniki pač prikazali, kaj vse znajo sami narediti. Se pravi, posebna ponudba tako izdelkov, kot tudi se pravi kulinarična, tako da si bojo pač obiskovalci, ki bodo prišli v ta stari mestni
del litije lahko tudi izbrali mogoče kakšno darilo oziroma karkoli bojo potrebovali za te praznične dni. Se pravi, to je v četrtek in pa petek dopoldan. Bi pa lepo povabila naše občanke in občane, seveda tudi druge obiskovalce, da pridejo v rudnik Sitarjevec, kjer bomo imeli po božiču mineralne jaslice. Te mineralne jaslice si bodo lahko ogledali v popoldanskem času. Je pa še ena zanimivost, to so pa žive jaslice, ki jih letos organiziramo drugič, in sicer 26. decembra ob 17. uri na platoju pred rudnikom Sitarjevec, kjer bo pač dramska skupina iz Jevnice uprizorila ta zanimiv, bom rekla, pričarala nam to božično zgodbo. Zraven pa jo bodo seveda spremljali tudi pevci mešanega pevskega zbora iz Jevnice. Za konec pa še obvestilo iz zasavskih knjižnic. Na predpraznična dneva v petek 24. in 31. decembra bodo imele spremenjen delovni čas. Tako bosta knjižnici Antona Sovreta Hrastnik in Mileta Klopčiča Zagorje odprti od 9. do 12. ure, knjižnica Toneta Seliška Trbovlje pa od 8. do 12. ure. To je bilo vse, kar smo pripravili v današnjih novicah. Hvala za pozornost in nasvidenje.